Včeraj smo slišali nekaj o tem, kakšen pomen ima duhovni boj v življenju vsakega človeka. Nadaljujmo razmišljanje o tem z vprašanjem, kje pa poteka ta duhovni boj, kje je kraj, ne fizično, ampak tako v našem življenju, naši notranjosti. Glede tega, cerkveni očetje prvih stoletij govorijo o srcu, kot o središču našega življenja. Srce že fizično nekako v naši sredini, ampak tudi z duhovnimi očmi gledamo, je torej ta podoba tega središča, ki povezuje vse, kar smo. Dandanes mogoče srce povezujemo preveč samo s čustvi, z našim čustvenim življenjem. Za cerkvene očete pa je srce sedež življenja v njegovi celovitosti, zajema vse, bodi si naše telo, ampak tudi skozi srce gre vse, kar doživljamo v razumu, z voljo, s čustvi, v spominu in podobno. Tudi Sveto pismo gleda na človeka kot na celoto. Skozi stoletja smo, predvsem s pojavom in z vrhuncem znanosti, smo človeka razstavili in govorimo zelo radi posebej o teh različnih človeških lastnostih, o čustvih, o mislih, o vzgibih in tako dalje. To nam sicer deloma pomaga nekatere podrobnosti bolje razumeti, nekatere dele našega doživljanja, življenja. A nas lahko potem takšno gledanje na človeka ovira pri konkretnem vsakdanjem življenju, kjer smo ljudje vendarle nedeljiva celota. Sveto pismo govori o srcu kot o tistem duhovnem prostoru v naši notranjosti, ki nam omogoča spoznavanje v smislu nekega globljega, celovitega spoznanja. V prvem pismu apostola Petra, v 3. poglavju, 4. vrstica je zanimiv opis, ko govori o skritem človeku srca. To je tak opisni jezik, ki nam pomaga, da rečemo nekaj o sebi, o tem, kar smo. Kajti, ko rečemo, da moramo poslušati sami sebe, hočemo reči, da se moramo zazreti v svojo sredino, v svojo notranjost, znati narediti tišino, da lahko potem pridejo na dan tudi bolj oddaljene misli, čustva, vzgibi, tudi tisto, kar smo v preteklosti zelo močno doživljali, ampak s časom nekako zbledi, ampak je pomembno in torej znati se ozreti v svojo sredino, v svoje srce, poslušati, ne pomeni potem res imeti neki globlji in širši pogled na to, kar smo. Pomembno je, da v srcu naredimo prostor rasti, prostor soočanja, razumevanja. V srcu se zgodi srečanje med človekom in Bogom. Nemogoče je ugotoviti, kje se začne delovanje enega in drugega. Tudi ne moremo reči, da lahko do konca spoznamo, kaj je v človeškem srcu. V srcu čutimo odobravanje, torej da smo nekaj dobro naredili, nekaj zadovoljstvo ali pa kesanje, kadar smo nekaj slabega naredili. Zato se moramo naučiti in stalno vaditi poslušanje srca, poslušanje v srcu. Kako lahko zelo drugačno je življenje mladega človeka, če se nauči poslušati dogajanje v svojem srcu. Velika večina mladih in pogosto tudi odrasli smo žrtve dogajanja in sporočil okrog nas, ki nas premetavajo sem ter tja, ker nismo dovolj v stiku s svojo notranjostjo, z vsem, kar v resnici smo. Prehod od površnega do globokega poslušanja srca samih sebe je pomembna dejavnost za mlade, torej da si vzamejo čas za to, da se naučijo tega. Pomembneje je poslušati, kot govoriti, na nek način tudi celo moliti, ne v smislu tako, da bi samo molili, ponavljali neke obrazce, ker molitev brez poslušanja nima pravega smisla. Takoj lahko preide v neko klepetanje in ne
neki srčni pogovor med menoj in Bogom. Po vsem tem, kar sem do sedaj rekel, je jasno, da najhujša stvar, kar se nam lahko zgodi v našem duhovnem življenju, je, da zapademo v sklerokardijo, nalašč uporabljam ta strokovni izraz, tako oziroma Svetega pisma, ki pomeni trdo srčnost, ki jo je Jezus tako zelo grajal. Otrdelo srce, ki je izgubilo občutljivost, ni sposobno več ničesar, kar v duhovnem smislu, niti sočutja, niti občutkov, nič se ga ne dotakne. V Svetem pismu beremo v psalmih: ustvari v meni, o Bog, čisto srce. Torej, to lahko razumemo, srce brez toliko stvari, ki mu ne dopuščajo, da bi čutil, brez neke navlake, neke stvari, ki ga ovirajo, da bi res bil v stiku s seboj in potem tudi z drugimi in z Bogom. Ustvari novo srce v meni. Danes, ko je medicina šla tako daleč, da imamo to možnost presaditve, si lažje predstavljamo, presaditev srca, torej kot da bi nam Bog dal neko novo srce, enovito srce, ki ni razdeljeno. Kaj je razdeljeno srce? Človek z razdeljenim srcem naredi 2 koraka naprej in 1 nazaj. Je razdvojen, torej v govorjenju in dejanjih. Poleg tega se, ko o tem razmišljamo, lahko spomnimo tega, kar je Jezus rekel, ko je seveda poudarjal, da so določena dejanja slaba, dejanje zlo, ampak je zelo tudi poudarjal v določenih trenutkih, da tisto, kar je v srcu, je tudi lahko zlo in slabo. In če ostane tam, če ne pazimo, lahko potem postane dejanje. Če pa ne ostane, oziroma če sploh ne pustimo zla v našem srcu, je manj možnosti, da se potem tudi uresniči kot dejanje. Tudi če pogledamo 10 božjih zapovedi, imamo zapoved ne kradi, ki govori torej, da je kraja slabo dejanje, ampak imamo potem tudi dodatek na koncu, torej 10. božja zapoved, ki govori, da ne želi blaga svojega bližnjega. Torej, vidimo že razmišljanje, že dajanje prostora v svojem srcu, tej misli, da bi imel nekaj od svojega bližnjega, je greh, zato ne želi svojega bližnjega blaga. Isto podobno velja tudi za prisluškovanje, kar je Jezus potrdil tudi v Matejevem, kar lahko beremo v Matejevem evangeliju, 5. poglavje, 28. vrstica. Jaz pa vam pravim, kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. In seveda tudi za vse druge stvari, enako velja za umor in za druge grehe človeka. Torej, če se ne vrnemo na to, kar je govoril Jezus, ne o nečasti hrana, ki jo je, ampak vse, kar prihaja iz njegovega srca. Srce je torej kraj nevidnega boja, zato se moramo zavedati, kaj se dogaja v našem srcu.